Dober večer, cenjene gostje in cenjeni gostje. Z nocojšnjo slovesno akademijo obeležujemo 100 let Ljubljanske teološke fakultete, ki je skupaj z ustanovitvijo naše univerze s polnimi pljuči zadihala leta 1919. Letos obhajamo že 1600 let, odkar tebe, Hieronim, asketa in prevajalca svetega pisma, štejemo med svetnike. In sta bila v slovensko zemljo že zasajana vera in Božja beseda. Z veseljem pa se v Božjo skrivnost poglabljamo tudi danes. Na začetku nas bodo pozdravili Dekan Teološke fakultete, profesor dr. Robert Petkovšek. Prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo, njegova eminenca kardinal Giuseppe Versaldi. Nekaj besed nam bosta namenila tudi rektor Ljubljanske univerze, profesor dr. Igor Papič, ter naš veliki kancler, ljubljanski nadškof in metropolit, monsignor Stanislav Zore. Počašeni smo, da bomo kot slavnemu govorniku prisluhnili profesorju dr. Antonu Stresu. Zatem nas bo nagovoril predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Spoštovani gostje, prisluhnimo našim cenjenim gostom. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, njegova eminencija kardinal Giuseppe Versaldi, njegova ekscelenca apostolski nunci Jean-Marie Špajh, njegova magnificenca rektor Igor Papič, veliki kancler monsignor Stanislav Zore, spoštovane ekscelence, škofje ordinariji in pomožni škofje Cerkve na Slovenskem, predstojniki redovnih skupnosti, ter spoštovani voditelji Evangeličanske cerkve škof Leon Novak, Srpske pravoslavne cerkve Zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije Perić, Islamske skupnosti mufti Nedžad Grabus, Evangelijske binkošne cerkve gospod Daniel Grabar, Krščanske adventistične cerkve gospod Zmago Godina, spoštovani veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu, varuh človekovih pravic, svetovalci predsednika republike ter predstavniki Slovenske akademije znanosti in umetnosti, državnih in cerkvenih ustanov in uradov ter drugih šolskih in vzgojnih ustanov, spoštovani rektori, dekani in prodekani univerz in fakultet v Ljubljani in Mariboru, Katoliškega inštituta Katoliške univerze v Zagrebu, Alme Mater, ter teoloških fakultet iz Zagreba, Beograda, Sarajeva in Zadra, spoštovani učitelji, študentje, kolegi in prijatelji. Pozdravljeni na svečani akademiji Teološke fakultete Univerze v Ljubljani ob 100-letnici njune ustanovitve in 400-letnici teološkega študija na Slovenskem. To akademijo posvečamo spominu na vse, ki so teološko misel na naših tleh ustvarjali in z njo plemenitili kulturo naših prednikov. Že v antiki so naša tla nosila dva teologa velikana, Viktorina in Hieronima. Slednji, ki je deloval in živel v Betlehemu, je ustvaril teološko korespondenco s skupnostjo krščanskih žena in mož iz Emone. Akademija nas želi popeljati skozi zgodovino teološke misli in kulture na naših tleh ter nam približati teologijo v njenem snovanju. Njena misel se razlikuje od abstrakcije v drugih znanostih in je še najbližje filozofski meditaciji. Teologija je vera, ki išče razum, pravi opredelitev. Vera pa pomeni sprejemati to, česar še ne vidimo, zato upa, tvega in podira meje. Besede nemogoče ne pozna. Tudi nemogoče je zanjo mogoče. Iz tega velikega potenciala vere se rojeva ljubezen, ki tudi sama dela nemogoče in je zmožna ustvarjati najlepše, v bibličnem jeziku Novi Jeruzalem. Človek vere, zmožen narediti nemogoče,
pa je lahko tudi nemogoč človek. Zato mora iti vera skozi razum, ki jo varuje, da se njen veliki potencial ne bi sprevračal v sovraštvo. Brez razuma se vera spreminja v fundamentalizem, razum brez vere v totalitarizem. Temeljna naloga teologije je, da med tema osnovnima silnicama vsakega človeka, med vero in razumom, ustvarja dialog. Sveti sedež je leta 2017 izdal dokument Veritatis Gaudium, v katerem v luči evangelija našteva naloge teologije v sodobnem svetu. Te so: gojiti mora veselje do resnice, bratski humanizem, držo vključevanja, dialog, upanje in transdisciplinarnost. Preprosto rečeno, ustvarjati mora medčloveško bližino. In nič ne more biti bolj univerzalnega, bolj humanega, kakor so te smernice. Nič ne mora bolj zavezovati k znanstveni odličnosti in avtonomiji duha in misli, kakor te zahteve, ki jih teologija v duhu evangelija nosi v sebi. Seveda, teh resnic ni dovolj samo poučevati in preučevati, treba jih je živeti in zanje pričevati. Poseben izziv za teologijo je v sodobnem razdrobljenem svetu veden transdisciplinarnost, ki različnim disciplinam poskuša dati skupno vizijo o njihovih znanstveno-pedagoških prizadevanjih. To transdisciplinarno vizijo vidi teologija v delu za skupno dobro, še posebej v prid najšibkejšim. In ta vizija nas gotovo vse nocoj tu zbrane povezuje in spodbuja, da bi svojim delom ustvarili temelje močne, etično in duhovno zdrave in zadovoljne družbe prihodnosti. Spoštovani, naj se ob koncu zahvalim vsem, ki podpirate naša prizadevanja, zlasti za lepe odnose, ki smo jih deležni na univerzi. Ob stoletnici pa naj končam z omažem prvim teološkim profesorjem, matičarjem, ki ga je v slavnostnem zborniku univerze ob njeni 50-letnici leta 1969 zapisal Metod Mikuž, profesor zgodovine z Filozofske fakultete. Zanimivo je, pravi, da so bili prav teologi tisti, ki so pokazali vse učiliški komisiji edino pravo pot pri ustanavljanju univerze. Morda, če bi tisto edino pravo pot takrat zgrešili, nocoj tu ne bi praznovali stoletnice. Zato, ne glede na to, kdo vse je tisto edino pravo pot prepoznal in našel, zaključujem željo, da bi fakulteta in univerza tudi vnaprej odkrivali prava pota. Buonasera a tutti. Un cordiale saluto a tutti i presenti. Saluto con deferenza il signor Presidente della Repubblica, che ha voluto cortesemente essere presente a questa celebrazione. Saluto il Gran Cancelliere di questa facoltà di teologia, il signor Nunzio, tutti i vescovi presenti, tutte le altre confessioni religiose, i professori, il decano innanzitutto della facoltà, i professori, gli studenti e tutti voi presenti alla festa di celebrazione dei 100 anni di questa prestigiosa facoltà di teologia inserita nell'Università di Lubiana. Esprimo il mio più sentito ringraziamento per l'invito fattomi di partecipare a questo evento a nome della Congregazione per l'Educazione Cattolica che ha approvato e segue questa facoltà come presenza della Chiesa Cattolica nel mondo scientifico e culturale. Un secolo di attività indica chiaramente l'importanza, ma anche la vitalità di questa istituzione,
che pur tra alterne vicende storiche è riuscito ad essere un punto di riferimento sia all'interno della Chiesa sia nella società civile di questa nazione slovena. Così che oggi può godere di un riconoscimento sia ecclesiastico sia civile all'interno di una università statale. L'importanza della presenza di una facoltà di teologia nel mondo universitario è assai attuale, in quanto esprime il desiderio della Chiesa di favorire un dialogo tra fede e ragione, che è all'origine stessa della nascita delle università in Europa. Infatti, come sottolinea Papa Francesco nella citata Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, la verità rivelata deve essere considerata anche in connessione con le acquisizioni scientifiche del tempo in cui si evolve, perché si comprenda chiaramente come la fede e la ragione si incontrino nell'unica verità e la sua esposizione sia tale che senza mutamento della verità sia adattata alla natura e all'indole di ciascuna cultura, tenendo conto particolarmente della filosofia e della sapienza dei popoli. La storia di codesta facoltà di teologia dimostra come questa intenzione di dialogo sia sempre stata presente, permettendo di superare le difficoltà e le incomprensioni del passato. Oggi nuove sfide si presentano, ma esse vanno affrontate con lo stesso spirito di fede e di sapienza, ben sapendo che non vi è opposizione tra fede e scienza, perché si tratta, pur con percorsi diversi, di tendere alla stessa ed unica verità in tutte le sue dimensioni naturali e soprannaturali. Mentre rinnovo il mio apprezzamento personale e quello della Santa Sede per la missione della Facoltà di Teologia, auguro e prego perché i 100 anni passati vedano ulteriori frutti nella continuità, ma anche nel rinnovamento richiesto dalle mutate circostanze e dalle nuove sfide della società moderna. È l'auspicio che lo stesso Papa Francesco esprime nella citata Costituzione Apostolica. Dice: è giunto ora il momento in cui questo ricco patrimonio di approfondimenti e di indirizzi, verificato e arricchito per così dire sul campo dal perseverante impegno di mediazione culturale e sociale del Vangelo messi in atto dal popolo di Dio nei diversi ambiti continentali e in dialogo con le diverse culture, confluisca nell'imprimere agli studi ecclesiastici quel rinnovamento sapiente e coraggioso che è richiesto dalla trasformazione missionaria di una Chiesa in uscita. Sono sicuro, e concludo, che questa indicazione del Pontefice è ben presente ed accolta già da questa centenaria facoltà di teologia dell'Università di Lubiana, da cui la Chiesa si attende copiosi frutti di bene per l'intera nazione. Grazie. Spoštovani predsednik Republike, spoštovani prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo, spoštovani nadškof, dekan fakultete, kolegice in kolegi, študentke in študenti, cenjeni visoki gostje. Še nekaj dni nas loči do pomembnega jubileja Univerze v Ljubljani, prve slovenske univerze. Teološka fakulteta je ustanovna članica univerze, torej skupaj praznujemo 100-letnico našega delovanja. Pogosto omenjam, da letos obeležujemo tudi 400 let visokošolskega izobraževanja na Slovenskem. Kot vemo, so jezuiti začeli s prvimi predavanji že davnega leta 1619. Ideja o slovenski univerzi se je leta 1848 pojavila kot del slovenskega narodnega programa in bila tako označena za nerealno. Dobrih 50 let kasneje so v slovenski univerzi razpravljali poslanci Državnega zbora na Dunaju. Čez 100 let pridite spet s takim nujnim predlogom. Je s predlogom o slovenski univerzi odpravil poslanec dr. Jozef Pomer. Slovencem ni bilo treba čakati 100 let. Aleksandar Karadžordžević je 23. julija 1919 podpisal zakon o Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani.
Prvo predavanje je bilo v sredo 3. decembra 1919. Ta dan zato velja za rojstni dan Univerze v Ljubljani. Začetki so bili skromni, univerza je imela 5 ustanovnih članic, filozofsko, medicinsko, pravno, tehniško in teološko fakulteto. Rektor dr. Matija Slavič je v praznovanju 20-letnice zapisal: Naša univerza je zrasla iz stav po mnogih borbah, trudih, znojih in žrtvah. Takoj po ustanovitvi bi jo lahko zadušile že začetne težave. Univerza je bila namreč ustanovljena pod milim nebom. V nadaljevanju omenja prostorske težave univerze, kar je gotovo aktualen problem tudi danes. Zakaj navajam ta zgodovinska dejstva? Gre za inštitucijo, torej univerzo, ki je v takšni ali drugačni obliki preživela stoletja, ne glede na aktualna politična dogajanja in ureditve. Danes je Univerza v Ljubljani celovita univerza, ki nudi študij na praktično vseh področjih znanosti in umetnosti. Šteje 23 fakultet in 3 umetniške akademije, že zdavnaj je prerasla nacionalne okvirje in postala mednarodno prepoznavna inštitucija. Teološka fakulteta je pomembna članica Univerze v Ljubljani, je pomemben del naše zgodovine. Ob tej priložnosti se fakulteti iskreno zahvaljujem za njeno pomembno vlogo pri ustanavljanju in pri razvoju naše univerze. Dovolite mi, da fakulteti ter vsem njenim sodelavcem in študentom zaželim uspešno delo tudi v naslednjem stoletju. Hvala. Spoštovani gospod predsednik Republike, eminenca kardinal prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo, cenjeni visoki gostje, dragi vsi praznujoči ob 100-letnici Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Hvaležen in ponosen sem, da moramo danes skupaj obhajati častitljivo obletnico delovanja naše fakultete. Vesel in ponosen zaradi tega, ker je bila, kot smo slišali, Teološka fakulteta med tistimi fakultetami, ki so ustanovile Univerzo v Ljubljani. To pomeni, da so se profesorji Teološke fakultete zavedali pomena izobrazbe in znanja za življenje našega naroda in njegove dejavne navzočnosti v ustvarjanju znanstvenega, kulturnega in duhovnega ozračja v sožitju z drugimi narodi. Vedeli so, da ne sedanjosti in ne prihodnosti ni moč graditi samo na materialnih osnovah, ampak je treba oblikovati tudi notranjo, duhovno bit, ki vsemu ostalemu daje trdnost in trajnost in ki je sposobna preživeti tudi takrat, kadar morda vsega drugega umanjka. Hvaležen in ponosen sem tudi zaradi tega, ker je Teološka fakulteta v tem času vzgojila in izobrazila duhovnike, ki so kot oznanjevalci evangelija in posvečevalci Božjega ljudstva živeli med svojimi ljudmi kot tisti, ki jim je najvišji zakon, skrb za duše. Skozi študij so postali možje, ki niso varčevali z močmi, niso šteli ur, ne tehtali dobičkov in ne izgub. Izgorevali so za Boga in za ljudi in služili do konca, dokler jim Gospod ni vzel pluga iz rok. Na Teološki fakulteti so se izobraževali in vzgajali srčni, velikodušni in pogumni možje. Hvaležen in ponosen sem tudi ob dejstvu, da je bila naša fakulteta sposobna preživeti vse viharje, ki so se na njo zgrnili v času njenega stoletnega obstoja. Živela je Pavlovo ugotovitev v pismu Filipljanom: znam biti v obilju in biti v pomanjkanju. Ko so bili časi neprijazni, je bila drža Teološke fakultete še bolj pomembna.
Tudi zaradi njenega zgleda so ljudje ohranjali pokončnost in svobodo misli ter ravnanja. Ob njeni stoletnici se Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani zahvaljujem, da je delovala kakor kvas v testu ne samo v življenju cerkve, ampak tudi v življenju družbe. Na njeno preteklost kličem Božji blagoslov, njena prihodnost pa naj raste iz korenin in iz pogumnega odgovarjanja na vprašanja in zahteve časa, v katerem bo živela in delovala. Na mnoga leta, draga Teološka fakulteta. Spoštovani gostje, Prisluhnimo slavnostnemu nagovoru profesorja dr. Antona Stresa. Spoštovani gospod predsednik republike, eminenca reverendissima, spoštovani gospod rektor, spoštovani gospod veliki kancler, visoki zbor. Poučevanje teologije, primerljivo z današnjim študijem teologije na univerzi, se je, kot smo slišali, v Ljubljani začelo že pred 400 leti. To je bilo na začetku novega veka, ki ga zaznamuje hiter razvoj znanosti in tudi konec včasih napetega, a pretežno konstruktivnega odnosa med krščansko teologijo in svetno znanostjo, kar je veljalo med njima od 2. stoletja po Kristusu naprej. Tedaj so namreč v Egiptu, v Aleksandriji, intelektualnem središču rimskega cesarstva in sedežu neoplatonske filozofske šole, sredi najhujših preganjanj kristjanov, le-ti stopili v dialog s pogansko filozofijo in znanostjo. Sicer je Aleksandrija zaradi svoje močne judovske skupnosti že 2 stoletji poprej, v Kristusovem času, postala kraj dialoga med Jeruzalemom in Atenami, med vero, ki se je napajala iz Božjega razodetja, in razumom, ki se je opiral samo nase. Kristjani so to izročilo nadaljevali. V 2. stoletju po Kristusu je v Aleksandriji že obstajala teološka šola, Didaskalejon, ki je postala slavna zaradi svojih 2 predstojnikov, Klemna Aleksandrijskega in Origena. Ni pa ta šola bila edina. Čeprav je star latinski pregovor, da muze molčijo, ko govori orožje, inter arma silent muse, to očitno ni veljalo za prve kristjane, ki so zaradi pogostih preganjanj bili v nekem izrednem stanju. Torej, že med preganjanji Origen je moral kot mladenič gledati, kako so obglavili njegovega očeta, krščanskega močenca Leonida. Ti kristjani so vedeli, da za zvestobo svoji preganjani viri ni potreben samo srčni pogum, ampak tudi intelektualna jasnost, poštenje in trdnost. Proti nasilju, tudi ideološkemu, je mogoče zdržati samo z duhovno močjo, ki jo dajeta modrost in milost.
Katoliška cerkev ni nikoli pristajala na relativizem, ki ga vsebuje tudi teorija o več resnicah. Ta teorija nikakor ni naša iznajdba, saj so jo celo sredi najvišjega srednjega veka v času Tomaža Akvinskega pod vodstvom Sigarja Brabantskega učili na artistični, danes bi rekli filozofski, fakulteti pariške Sorbone v obliki teorije o dveh ločenih resnicah, eni razumski in filozofski, drugi verski in teološki. Ta teorija, ki se občasno pojavlja, se ponuja kot preveč lahkotna rešitev. Z njo se lahko vsakdo zapre v svoj prav, ker ima vsak po svoje prav. Obstaja samo ena zmota, namreč trditev, da zmota sploh je. Če ima vsakdo po svoje prav, zmote ni, kakor tudi seveda resnice ni več. Toda s tem tudi odnosa ni več, kakršenkoli že odnos je med raznimi znanostmi in teorijami. Sožitje in sodelovanje ali tekmovanje in soočanje. Zgodovina odnosov med krščansko vernostjo in njeno teologijo z ene strani ter svetno znanostjo in filozofijo z druge je seveda zelo pisana, pogosto napeta in neredko prizorišče danes obžalovanja vrednih konfliktov. A za eno in drugo je ta naporen odnos neprimerno bil bolj ploden, kakor bi bila relativistična brezbrižnost vase zaprtih nazorskih in kulturnih getov in enklav, ki se druga za drugo ne menijo. Napetosti so zaradi naše neugibne fragmentarnosti in enostranskosti dejstvo. A kot je ugotavljal že stari Heraklit, je boj oče vsega in vsega kralj. Zakaj? Ker kliče po preseganju sebe in je zato gonilo razvoja. S tem, ko se krščanska teologija ni odrekla intelektualnemu soočenju z drugimi nazori in si celo sredi preganjanj na samem začetku same sebe te lagodnosti in lenobnosti ni dovolila, je zase in za človeštvo storila več, kakor če bi pristala na umik in nekakšno splendid isolation. Na začetku Ljubljanske univerze je to sestavljalo 5 fakultet, kot smo slišali. Teološka, pravna, medicinska, filozofska in tehnična. Že tedaj navzočnost teološke fakultete ni bila vsem pogodu. Ako so leta 1945 po nacistični kulturno-duhovni katastrofi ponovno odpirali najstarejšo nemško univerzo v Heidelbergu, je znani filozof Karl Jaspers v pomenljivem predavanju Obnovitev univerze takole videl odnose med ta istimi fakultetami, ki so 25, pravzaprav 26 let poprej sestavljale kot temeljni kamni tudi Ljubljansko univerzo. Jaspers pravi takole: v začetku je bila univerza dejansko ena celota. Za temeljne potrebe človeške biti so bile ustanovljene 3 fakultete. Teološka za reševanje duše, pravna, juridična,
za ureditev zemeljskega občestva in medicinska za telesno zdravje. Te tri pa dobe svojo podzidavo v spodnji filozofski fakulteti in tehnični, ta obsega cel kozmos znanosti, temeljne znanosti, na katerih sloni vsa praksa. Tako Jaspers. Navzočnost teološke fakultete na Universitas Magistrorum et Scholarium, kot so imenovali univerzo na začetku, torej celokupnosti učiteljev in učencev, v sklopu celokupnega vedenja in veščin v službi prav tako celovite človečnosti. Ta navzočnost se utemeljuje z dejstvom, da človek poleg razčlenjevalne znanstvene razumnosti enakovredno potrebuje povezovalno umnost, ki na višji ravni zbira prvine človekovega vedenja o sebi in svetu, v smeri cilja in smisla, vrednega njegovega osebnega dostojanstva. Ta zavest o človekovem dostojanstvu in o tem, da mora vse služiti njemu, ta zavest je rodila Evropo in posebna zasluga Rima je, da je ustvaril prostor dialoga med Jeruzalemom in Atenami. Izraz univerza meri na idejo celovitosti. Tudi celovitosti človeka v njegovem dostojanstvu, kar je v sodobnem svetu, ki ga zaznamuje vedno večja specializiranost in s tem tudi fragmentarnost, zahtevna naloga. A zato ni nič manj potrebna. Mogoče je res, kar pravi Michel Foucault, da je človek kot humanistična ideja njegovega posebnega dostojanstva une invention récente, nedavna iznajdba. Če se res Homo sapiens pojavi že pred 100.000 leti, potem bi držalo, da je ideja človekovega dostojanstva, ki so jo kot tako v krščanski topilnici evropskih idej izrečno formulirali na začetku novega veka, nedavna. Giovanni Pico della Mirandola je svojo znamenito Oratio de hominis dignitate napisal okrog leta 1486. Toda korenine ideje človekovega dostojanstva segajo veliko dlje v preteklost, na same začetke hebrejskega in krščanskega svetega pisma, in to je odločilno oblikovalo evropsko zavest o človekovem dostojanstvu kot izvoru svobode in pravic. Vsekakor pa ni prav nobene logične nujnosti, da bi morali zaradi sorazmerne časovne bližine vznika te ideje o dostojanstva človeka sklepati, da je blizu tudi njen konec, kakor nakazuje Foucault. Ali je res ideja človekovega dostojanstva samo kratka in prehodna epizoda v zgodovini človeškega samozavedanja? Res pa je, da zna biti še dolgo ogrožena. Če so v 18. in 19. stoletju krščanstvo zavračali v imenu pretiranega in absolutiziranega antropocentrizma, se lahko zgodi, da bo prav kmalu v evropski kulturi prav krščanstvo postalo najbolj nepopustljivi branik
integralnega humanizma, kot se glasi naslov znanega Maritenovega dela. Dostojanstvu namreč spodkopljemo temelje v hipu, ko ga začnemo pogojevati s takimi ali drugačnimi okoliščinami, kontekstualistično. Pri tem starost ali zdravje ne moreta biti nič bolj odločilni okoliščini, kakor sta spol in rasa, za katera je sprejeto, da ne vplivata na to, ali nekdo je ali ni nosilec dostojanstva do konca. Kajti vrednota, ki je odvisna od okoliščin, ni absolutna, ampak je zgolj relativna, ker je soodnosna s svojimi okoliščinami. Tretje možnosti čisto preprosto ni. Tako dolgo, dokler se bo treba bojevati za vzdržnost načela človekovega absolutnega dostojanstva, pa bo teologija, ki se je razvijala v tesnih povezavah z njim, ohranjala svojo vlogo v človekovi celovitosti in s tem tudi na univerzi. Hvala lepa. Cenjeni gostje. Uvodni del naše akademije bo s svojim nagovorom sklenil predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Spoštovani gospod dekan, gospod rektor, gospod prefekt, gospod Načkov, slavnostni govornik, profesori in študenti tej in prejšnjih generacij, ostali visoki gostje, dame in gospodje, svečana akademija. Spoštovani gospod dekan, sprejmite, prosim, iskrene čestitke ob vašem imenitnem jubileju, v mojem imenu, v imenu države in kolikor mi položaj predsednika Republike to omogoča, v imenu vseh naših ljudi z najboljšimi željami za vašo uspešno prihodnost. Svečana akademija. Ustanovitev Slovenske univerze v Ljubljani je bila eden od najpomembnejših dogodkov na poti kulturnega razvoja slovenskega naroda, ki je s tem dobil možnost izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v slovenskem jeziku. Pot do ustanovitve Slovenske univerze pa ni bila niti samoumevna, še manj preprosta. Uspešno se je končala po dolgih desetletjih vsenarodnega stremljenja po izobraževanju in uradovanju v slovenskem jeziku za ustanovitvijo leta 1919, ko jo je takrat sestavljalo 5 fakultet, med njimi tudi teološka, med temi 5 je prav teološka imela najdaljše tradicije tukaj na naših slovenskih tleh, domala 300-letne. Regent Aleksander je, kot smo slišali od gospoda rektorja, zakonski predlog o njeni ustanovitvi podpisal 23. julija 1919. Zadnjega avgusta tistega leta je imenoval prvih 18 profesorjev univerze in tudi med njimi 3 redne profesorje teološke fakultete. Med njimi bogoslovnega profesorja dr. Aleša Ušeničnika za krščansko filozofijo, bogoslovnega profesorja dr. Franceta Ušeničnika za pastoralno teorijo in bogoslovnega profesorja dr. Ivana Zoreta za splošno cerkveno zgodovino. Kot sem dejal, zaradi 300-letne zgodovine sploh ni bilo slučajno, še manj neobičajno, da je bila sestavni del nove univerze tudi teološka fakulteta. Tudi na našem ozemlju
kot običajno v Evropi, začetki visokošolskega študija sovpadajo s poukom nekaterih predmetov, ki so tradicionalno del teološkega študija. Tako so začeli leta 1619 in leta 1597 poučevati moralno teologijo oziroma kazuistiko v Ljubljani, leta 1704 pa so odprli tudi stolico za logiko in cerkveno pravo. Spletu nesrečnih okoliščin je mogoče pripisati, da ljubljanski jezuitski kolegij ni prerasel že tedaj v univerzo, kot se je zgodilo to v Zagrebu ali v Celovcu. V teku jožefinske reforme, ki si je prizadevala visokošolski študij osredotočiti v večjih centrih, je bil teološki študij v Ljubljani leta 1783 ukinjen. Pri zadevanju deželnih stanov in škofa se imamo zahvaliti, da so ga leta 1791 obnovili. Pouk moralne in dogmatične teologije ter cerkvene zgodovine na ljubljanskem liceju je predvidela tudi francoska reforma šolstva, ki jo je leta 1810 razglasil generalni guverner ilirskih provinc, maršal Marmont. Svečana akademija. Ustanovitev teološke fakultete so predvideli tudi načrti za ustanovitev Slovenske univerze. Beograjske oblasti temu sprva niso bile naklonjene. Diplomatskim zmožnostim predsednika vse učiliške komisije, dr. Danila Majarona, ki je uspel v osebnem pogovoru prepričati tedanjega ministra Ljubomira Davidoviča o potrebi ustanovitve teološke fakultete v okviru nove Slovenske univerze, gre naša zahvala za to, da je bila tedaj teološka fakulteta vključena v novo univerzo. Takoj po koncu druge svetovne vojne je minister za prosveto Ferdo Kozak izdal odlok o izključitvi teološke fakultete iz univerze in upokojitvi njenih profesorjev. Zanimivo je, da odloka niso izvršili, pač pa je leta 1952 Svet za prosveto in kulturo teološki fakulteti odvzel svojstvo javne ustanove. Fakulteta je tako do ponovne vključitve v univerzo leta 1992 delovala kot zasebna bogoslovna šola. Svečana akademija. Danes teologija ni več kraljica znanosti, za kar so jo šteli v srednjem veku. Ostaja pa pomembno področje našega vedenja in snovanja, ki, še posebej, ko gre za raziskovanja, ki niso neposredno vezane na veroizpoved, v mnogočem omogoča razumevanje naše kulture in naše civilizacije. Seveda se znanstveno, pedagoško in vzgojno poslanstvo teološke fakultete skozi čas spreminja, kot se spreminja vse okoli nas. Vendar se mi zdi, in to poudarjam kot opazovalec, nikakor ne kot poznavalec, da vse skozi ohranja svoje bistvo. In to je humanistično razumevanje krščanstva. Evropa in z njo Slovenija, Slovenci, imamo v svojih kulturnih in vrednostnih koreninah vgrajen močan pečat krščanstva. Zato je njegovo razumevanje pomembno za našo sedanjost in je pomembno za našo prihodnost, tako z vidika naših vrednot, kot z vidika naših identitet. 100-letnica Slovenske univerze v Ljubljani je torej pomembna obletnica. Po eni strani nas lahko navdaja s ponosom in hvaležnostjo do številnih redov, učiteljev in študentov, ki so z zavzetostjo in neutrudnim delom ustvarili ustanovo, katere dosežki daleč presegajo naše nacionalne in regionalne okvire. Po drugi strani pa pomeni obletnica vaše fakultete in univerze v celoti tudi zavezo zdajšnjim in prihodnjim rodovom študentov in učiteljev, ki pri svojem delu ne smejo pozabiti svoje odgovornosti do tehtne pobude, ki je pred 100 leti navdahnila ustanovitev univerze, da je namreč treba mladim ljudem omogočiti vrhunsko izobraževanje in raziskovanje v slovenskem jeziku. Še 5 dni, spoštovane
dame in gospodje, ostaja do obeležitve 100. obletnice ustanovitve Univerze v Ljubljani. Imel sem velik privilegij, da kot predsednik republike lahko nagovorim svečane akademije prav vseh 5 fakultet, ki so bile tedaj ustanovljene. Tudi nocoj danes vaše. In tudi vam, spoštovani gospod dekan, vsem, ki sestavljajo vašo fakulteto, izražam veliko hvaležnost, naš velik ponos in naše najboljše želje za vaše uspešno delo tudi v prihodnje. Hvala lepa. V večnosti je 1000 let kot dan, ki minil včeraj. Zato i meni, Hieronimu iz Tridona, ter mojima kolegoma Sofiji iz Emone, ter Viktorinu iz Petovione pripadla čast, da vas popeljemo skozi dolga stoletja teološke znanosti na slovenskih tleh. Teologija je veda preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Spodbuja nas k delom ljubezni in kaže na upanje našega življenja. Opevajmo ljubezen, visoko cenjeno vsakemu človeku. Ravno zaradi nje, te ljubljenke Božjega veličastva, se je v zgodovini dvigal in spuščal ogled teologije. Sprehodili se bomo preko različnih zgodovinskih obdobij, katerih svetlobna nit je ljubezen, ki povezuje začetek in konec v eno zgodbo. In ravno ljubezen je, kot pravi Jezus, znamenje njegovih učencev. Če boste imeli ljubezen med seboj, boste moji učenci. Daj pozdigni svoj pogled, kvišku goram, odkoder bo k tebi pomoč prišla, ta pomoč prihaja od Boga, ki zemljo Sedaj pa nekoliko drugače. Smo v letu 1919. Pozdravljen. Pozdravljen, Viktor. Kam pa tebe nese pot po maturi? Ja, kam le? Na medicino. Končno nam ni treba več laziti na Dunaj. Moj stric je tam študiral, ne vprašaj. Na Slovence je marsikdo gledal zviška. Ampak sedaj bomo imeli samostojno medicinsko znanost. Zaenkrat še 2-letna, kmalu pa tudi več. Kam pa ti, Hieronim? V bogoslovje mahnem, na teologijo. Privlači me vera, ki išče besede. Kar se mene tiče, nisem čisto prepričan, da lahko vi teologi še najdete primerne besede, da bi ubesedili vero za naš čas. Minula vojska je namreč marsikomu zameglila starodavne predstave o Bogu, pa tudi novi čas bo čas tehnike, ne nekih filozofskih umovanj. In res ne razumem, kaj tebe sploh vleče bogoslovje. Tvoja prijateljica Sofija gotovo ne.
dobro in pošteno dekle je. Moja najboljša prijateljica. Poleti so se pogovorila o tem mojem klicu in je razumela. Rekla je, da bo molila zame. In prav ta njena podpora mi pri tej moji odločitvi veliko pomeni. Marsikdo sicer tega ne razume, vendar če pomisliš, kje si lahko najboljše orodje v Božjih rokah, je to pot. Tudi ti boš lahko v medicini storil veliko dobrega. Sedaj imamo študij praktično na domačem pragu. Skoraj patetično. Že sedaj vežeš besede, kaj še lepo, ko boš pridigar z diplomo v roki. Ampak saj veš, da ne moram iz svoje kože. V resnici sem vama vajino globoko prijateljstvo od nekdaj po malem zavidal. Res ne vem, s čim se ti vse ukvarjaš. Raj misli na to, da bo tvoja medicinska učenost res uprit današnjemu človeku. In čeprav nočeš verjeti, je to tudi teologiji v vsakem obdobju uspevalo. Tista nesebična teologija, ki se je zavedala velikega Boga in kot Tomaša Kvinski pela, molim te ponižno. Tista je pomagala človeku, da bi bil človek zaradi vere še bolj človek v vsakem času. Sem čakal 100 let, če tudi sem 3-krat bil na vratih smrti. Bolezen in vojna. Bog me je obvaroval, da sem lahko izvrševal svoj poklic, ki sem si ga srčno želel že kot mali otrok. Mene je veselilo že to, ko sem obiskoval gimnazijo in sem videl, da so duhovniki bili zelo složni, da so se radi imeli, so se radi obiskovali in so prišle tudi hude preizkušnje, kako smo drug drugemu bili v tolažbo in spodbudo in v pomoč tudi gmotno. Da smo tako z veseljem izvrševali svoje poslanstvo tudi v hudih časih naše revolucije. Spomini vrednih Jeronima in Viktorina Ptujskega. V času, ko je gospod Lestan delal prve korake po našem svetu, je bila teološka fakulteta torej soustanoviteljica naše univerze, skupaj s pravno, tehniško, filozofsko in medicinsko fakulteto. Od teh je medicina gotovo najpomembnejša. Prvo je vendar zdravje. Kljub temu je nekajkrat grozilo, da bi zaprli to tvojo medicino. Marsikdo je pač menil, da bo novopečenim Jugoslovanom zadostovala medicina v Zagrebu ali v Beogradu. Res pa je, da se niti teologija ni mogla izogniti tej usodi. Ni bilo lahko, toda humor je vedno prinesel sonce. Kar prisluhni 90-letniku Francu Kralju. Uradni rektor semenišča, to je bil škof Volk, ki je od časa do časa prihajal v Lemenat. Se spomnim, je prišel na godovanje Karla Grosa. In takrat se ga je privoščil na imeniten način. Nam je rekel, imejte veliko spoštovanje do njega, kajti on nikoli ne zajtrkuje. Če bi kavo, ki bi on popil, pa je ni, polili po dvorišču, bi nastalo tako veliko jezero, da bi lahko reža s čolnom iz kuhinjskih vrat zaplula na trg. Seveda je to ugotovitev spremljalo huronsko upitje in odobravanje.
Joj, vidva sta pa res posrečen par. Človek bi mislil, da sta požrla vso modrost tega sveta. Eden misli, da lahko vse ozdravi in izmeri, drugi pa, da svojo mislijo sega do neba. No, upam, da sta prisluhnila spominom in sta spoznala, da teologija zadeva vse nas. Vsi si želimo polnega življenja in lepih odnosov, vendar s svojim egoizmom podremo vse, kar Bog skuša zgraditi v odnosu z nami. Da, kot Adam in Eva, zemljan in tista, ki daje življenje, mož in žena kot eno, potem pa greh in porušenje. No, te zgodbice o Adamu in Evi smo vendar prerasli. Res je bilo svetopismo že ničkolikokrat presejano, vendar vedno znova sveže in vir novega odkrivanja ter spoznanja. Človek ostaja skrivnost.